Na tečaj hipnoze sem se prijavila zato, ker je Aleksander rekel, da je hipnoza daljinec, da prideš v bistvu mimo zavednega uma v nezavedni. In to mi je bilo meni izziv. Tako da s temi tehnikami, ki nas jih je učil, je to veliko lažje narediti. To je ena stvar. Druga stvar, ko smo dobili modul za namero, sem jaz to resno vzela. Ko sem šla v svoj studio, kjer opravljam razne tehnike, refleksoterapijo, druge terapije, energijske pa masaže, sem šla tja, ker me je tam čakala moja stranka. In ta stranka je prišla prvič. Jaz sem dala namero, ko sem jo celo pot ponavljala in sem si želela, da pri njej nekaj spremenim, da nekaj naredim, da se bo boljše počutila. In stranka pride na sprostitev. Midve pa začneva pač debatirati in tako sva prišle dejansko, namesto da bi jaz njej izvajala sprostitev na telesu, do tega, da sem izvajala svetovanje. Ona je malo svoj izziv izpostavila in nekako sva prišli do rešitve. In toliko je bila navdušena, toliko je bila navdušena nad tem, koliko stvari se da še v življenju in kaj bi ona zdaj lahko še počela, da jo dela, da jo živa. Tako da sem jo na koncu zahvalila in sem rekla, yes, to je, namera deluje. V istem dnevu sem imela še en primer s to namero, pa v osebnem življenju, ko kolega ni bil glih najboljše volje. Vedel je, da hodim na tečaj hipnoze. In sem si jaz dala namero, da se boljše počuti v njegovo najvišje dobro. Čez nekaj trenutkov, mogoče je bila kakšna minuta, je šla mimo, je rekel, a si me hipnotizirala? Jaz pa sem mu rekla, nisem. Potem on še malo tako pomisli in je rekel, drugače se počutim. Sem rekla, ja, okej, namero za tvoje najvišje dobro sem dala, no. In potem je rekel, ja, je, res je. Ful drugače se počutim in boljše sem. Tako da jaz sem ugotovila, da to deluje.